Ljudje in ljudje, poslušate 78. epizodo oziroma 22. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, osamljeni v breztežnosti, objokujemo dečka, tako kot vedno, Mito Gegić, Voilà. Igor Harp, Belta voda. In moja malenkost, ki ne bo poskušala tega, Aljoša Harlamov. In tukaj že četrtič zapored z nami gost. Pridružil se nam je namreč velik oboževalec serije, ki jo bomo danes obravnavali, sociolog, politični komentator Dejan Turk, tudi avtor bloga Na obrobju, ki žal ne deluje več. Dejan, kako si? Živijo, najprej hvala za povabilo. V redu, karantensko. Kako drugače preživljaš karanteno? V redu, si ok? Med službo, med pisarno in domom in samotnimi večeri, ki jih včasih razbijajo filmi, serije, knjige in Obot. No, super, to imamo najraje. Drugače, kaj sem te hotel vprašati, zakaj pa bloga ne pišeš več? Blog je bil produkt nekega časa, mislim da 2016-2017 sem objavljal največ na blogu. Sem ga pa dal lani offline, ker preprosto nisem več pisal, ni bil več aktualen in pač se je zgodba končala. To je to. No, bomo danes tvoje blogerske in komentatorske veščine uporabili pri seriji, da bomo malo stolmačili serijo. Namreč 78. epizoda, ki je 22. special iz karantene, je namenjen našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci zdravi, ljubljeni in na varnem, in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi bomo namreč govorili o nedavno končani, predzadnji, to je zelo važno poudariti, 5. sezoni serije The Expanse, oziroma, kot smo jo prevedli že prvič, Prostranstvo. 5. sezona se začela lani 15. decembra, zaključila pa 2. februarja, se pravi pred slabima 2 tednoma, z 10. epizodo. Natočite pa si lahko serijo na Amazon Prime. Če serije ali samo 5. sezone serije še niste gledali, pa jo nameravate ali pa jo nameravate zaradi nas, potem za vas velja standardno opozorilo. Epizoda bo vsebovala kvarnike, če bi serijo ali 5. sezono serije prej pogledali, storite najprej to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Če pa ste serijo oziroma 5. sezono že pogledali ali pa je niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno uro kratkočasili, potem se nam pa le pridružite. Maestro, zaigraj eno za vse mame. Skratka, živijo, mi smo nazaj v tem norem ritmu, februarskem, karantenskem. Tukaj skušamo biti spet znova aktualni, zato bomo z vami govorili o seriji Expanse. Za tiste, ki ste seveda mogoče novi na tem podcastu ali pa nam ne uspete tako slediti, tako ažurno slediti, kajti vendarle zdajle od karantene mečemo podcast epizode ven, tako da smo plačeni za to. Expanse smo že delali, jaz zdajle vmes besno brskam, da najdem številko epizode. 14. je, ja. 14, no, super. Potem ne rabim več iskati. Začuda ne vem. Skratka, 14 epizodo za tiste, takrat smo delali, mislim, da ni bila prva sezona sam, ne?
Mislim, da so bile 3. Jaz tudi mislim, da je bilo tako nekako 3 in da smo preskočili samo prejšnjo. Ja, četrto nismo bili toliko impressed in smo rekli, ok, dajmo pol 5. Tako, zdaj delamo 5, se pravi drugo leto delamo 6, zadnjo. Expanse je, za tiste, ki ne veste, gre za serijo, ki je premiero doživela decembra 2015 na Sci-Fiu. Kreativni vodji serije sta Mark Fergus in Hawk Ostby, ki sta sodelovala pri scenariju za Children of Men, enemu mojih najljubših ZF filmov, in pri Iron Manu, ja, tistem Iron Manu, ki je bolj ali manj začel MCU, ki je od takrat ratal pošast. Posneta je po knjižni seriji Daniela Abrahama in Taya Franka, ki pišeta pod psevdonimom James S.A. Corey, in ko je sci-fi serijo po 3 sezonah ukinil, jo je prevzel Amazon Prime Video, kjer jo zdaj le spremljamo. 5. sezona pa sledi zgodbi 5. romana Nemesis Games in vsebuje nekaj elementov 6. romana Babylon's Ashes. O igralcih bomo mogoče kakšno sproti rekli, ni veliko tako zelo znanih zunaj te serije, če ste gledali že prejšnje sezone, potem itak poznate, igralce poznate in mislim, da je to dovolj za nek splošen uvod. Skratka, upam, da ste gledali in da nam boste lahko sledili pri 5. sezoni. Mogoče začnemo z nekimi splošnimi vtisi, kako se vam je zdela 5. sezona, posebej recimo v primerjavi zelo v primerjavi s prejšnjo, za katero je že Igor omenil, da nas mogoče ni tako zelo impresionirala, in pa seveda v primerjavi nasploh s prejšnjimi sezonami. Pa mogoče Dejan, ti, ki si vseeno gost, imaš tukaj prednost. Skratka, kako se je tebi zdela 5. sezona? Ja, meni se zdela 5. sezona definitivno boljša od 4. sezone, ker imamo pač neko vrnitev v prostranstvo, recimo vesolje. Naše osončje. Tako, naše osončje. V bistvu, mislim, če začnem že z mnenjem o sami seriji, ne? V bistvu mene je ta serija pritegnila ravno zaradi tega, ker se dogaja prvič v bližnji prihodnosti, če tako rečemo, ne, pač nekaj 100 let v prihodnosti, zraven tega pa, ker se dogaja v našem osončju, ne, ker je zadeva je oprijemljiva, ne, lahko si predstavljam zadeve, ne, približno pač. In definitivno je 5. sezona, jaz bi rekel, neko dobro nadaljevanje prvih 3 sezon. Recimo toliko za začetek, če povem. Super, ja, Igor, Mito? Ja? Čist strinjam, ja. Mislim, 4. mi je zdaj v sklopu 5 najbolj štrli ven. Res je, da ima drug topos, ampak tudi rečemo ta neki osrednji konflikt, ki je meni najbolj blizu oziroma me najbolj privlači pri Expansu, mi je najbolj zanimiv, tam bolj omanjka in se zreducira bolj na neke individualne loke ali pa individualne konflikte, bolj kot pač ta neka vesoljska prostrana konfliktna razmerja. No, to se mi zdi, da je v 4. najbolj umanjkalo oziroma najbolj bilo različno, kljub temu, da v 5. imaš ta ozadje tega konflikta, teh frakcij Zemlje, Marsa in asteroidnega belta, no. Je pa zraven pač ta, kako ti rečem, drama med liki oziroma nek backstory se grejo v 5, bolj kot so se ga pa šli poprej. In kljub temu, da me je v prvih parih delih me motilo, se je popravilo in mislim, da je čisto ok, dobro zaključeno, no, v 5. sezoni. Igor? Sej, meni je bilo všeč, da se ponovno tale politične igre, da so v ospredju, in edina politična igra v prejšnji sezoni je bila korporacija proti pionirjem, recimo temu, ne?
prvotnim naseljencem. In ok, to je eno zelo preprosto vprašanje, ki je tam bilo fejst črno-belo predstavljeno v končni fazi. Tukaj pa imaš dost bolj pač te vele sile, kako se borijo in vele sila v nastajanju, ki se posluži čistega terorizma in tisti reveal na koncu mi je bil krasno super, kaj se v bistvu Mars gre. Tukaj cel čas v ozadju tale zgodba Marsa mi je bila genialna, ker bi mi bilo všeč, če bi bilo ful več o tem, ampak hkrati pa je bilo dovolj, da se tisti končni reveal tako lepo sestavi. Tako da to mi je bilo všeč ful. Kar pa je bilo problem, pa to, da ekipe, ki si se navadil, da je jedro šova, ni skupaj, ne? In da jim ne rata v redu, ker ni tega back and forth, ki ga imaš med liki, ki dinamiko ustvarja, ne morajo izvesti, zato ker so na različnih delih osončja. Ne? In tu je v bistvu kar trpelo, sploh ker so potem določenim likom dali preveč fokusa, ko ni bilo čisto potrebno, sploh na Omi recimo. Ne? Ampak ok, je bilo še vseeno v redu. Kot celota je bilo kul. No, ok, si do tega bomo še gotovo, bomo o tem še kakšno rekli, ampak predvsem se mi zdi zanimivo, ne, da vsem se me je zdela tudi meni v končni fazi, seveda 5. sezona precej boljša od 4. Čeprav dejansko v resnici v 4. je tako, kot je že Igor nakazal, je bila vsa ekipa nekako skupaj, tukaj imamo pa zdaj res v bistvu nadaljevanje, nekako vseeno logično nadaljevanje 4. sezone, liki so precej grounded, razen recimo Naomi je bolj ali manj od začetka gre, pač ko pride vesolje, ostane vesolje, dobro se pol tudi seveda vsi grejo na ladje, ampak vsaj Amos je zelo pač skratka na zemlji, ne, in to dobesedno in vseh pomenih pač skratka na zemlji in na planetu in na tleh in nekako zgodba pač je bolj, spet bi jaz rekel, bolj lokalizirana. Ne? Se mi zdi, da nimamo, da šele na koncu dobivamo obrise tega, kaj to teroristično dejanje, oziroma kaj bi Marko Inaros sploh rad naredil. Vmes pa nekako se mi zdi, mene malo recimo presenetilo vseeno to, da je bil velik fokus na Zemlji, čeprav je Inaros napadal oba planeta, pa nismo imeli na Marsu nobenega counterparta, se pravi nobenega, da bi imeli tako, kot imamo seveda tam Avasaralo, ne, da bi tudi tukaj imeli nekoga, ki bi pač pokazal, kakšen vpliv ima to na Mars in da je tam zgodba pač, ko sta seveda Bobby in pilot pač zapustila Mars, smo na Mars kar nekako pozabili do konca, ko se pač pojavi zdaj te frakcije oziroma karkoli že ti ljudje z Marsa, ki sodelujejo z Belteri so. Mito? Ja, veš, kaj se mi zdi, da Mars nam omanjka, zato ker sta oba dva lika takrat že off-planet in zvesta za napad na Mars preko poročil. Mislim, da v tem je kleč. Ja, ker je point of view character tudi v knjigi je tak, ne? In tukaj bi edino, kak bi lahko Mars not dali, bi bilo, če se Avasarala z nekom pogovarja preko feedov, kakršnikoli komunikacij, česar pa potem niso vključili, kar ne bi bilo narobe, če bi bilo na mesto Naomi, kak trpi. Se strinjam. Dejan, ti si bral knjigo, ne? Ne, nisem. Nisi prebral knjigo? Ne. Ja, Peta še jaz tudi nisem uspel. A ja, ni noben od vas prebral knjige, ja. Ne. Jaz sem prve 3. Jaz sem ugotovil, da je serija odlična, ampak da če najprej berem knjigo, si ustvarim eno ful drugo podobo. V knjigi je stvar v tem, da fizika je full ball grounded, kar pomeni, da ko izstrelijo rakete na drugo ladjo in potem čakajo 2 tedna, da bojo tja prišli ali pa ne vem, ali pa vsaj 5 ur. In potem tukaj pa izstrelijo, pa so tam, ne, ker pač razdalje vesolja morajo biti za televizijski format pač skrčene. Ja. In en kup teh stvari pač je full ball grounded in potem vidiš to na TV-ju in se ti zdi tak malo
hollywoodsko. Če pa najprej gledaš serijo, pa je čist believable, pripečljivo, super, mega, pa še prebereš knjigo, pa ti da en čist drug vpogled. Sem se pa odločil, glede na to, da oni ne delajo ena knjiga, ena sezona, ampak delajo malo približno, da bom še malo počakal, zdaj pa ne vem, če bom počakal do 6. sezone, da vse preberem dalje ali ne, ampak ja. Jaz sem pa bral pred serijami, preden sem potem gledal, ampak snehal pa po 4., ker 4. sezona sta bile 2 knjigi, ampak tudi tako razdeljeno, polovico 3., pa polovico 4. knjige, ne? In je bilo malo zmešano, tudi malo me razočaralo, ker v 4. knjigi Cibola Zbrn, če se ne motim, je toliko več štofa, ki se zgodi na planetu samem. Ne? In sem opazil, da sem bolj razočaran, če prej berem. Samo to, niti ne, da bi me zdaj, ne vem, fizika ali pa liki, pa tak naprej, ker knjiga zelo dobro postavi ene like, pa serija tudi naredi lepe alternative temu. Ne? Tako da v temu oziru jaz nisem trpel, zgolj v tem, da sem se frustriral, tu še toliko več štofa, da probi še to noč stisniti, ne, namesto da pač, ne vem, special effects filejo. No, jaz pa obljubim, da se lotim knjig. Evo. Ne, videl sem, a jih nisi ti kupil, a se meni sem zdelo, da sem videl, aha, to si imam pa 8 knjig, tako. Aha, no, vidiš. Se zdaj, tudi pri knjigah, če prav razumem, je 9. zadnja, ne? Ja. Da so tako napovedali. Je pa pač zanimivo, mogoče zdaj tudi v luči vsega skupaj, da seveda letos so napovedali, da je 6. sezona zadnja sezona serije. Sem pa zdaj bral intervju z ustvarjalcema, v katerem pravita, da kar se njiju tiče, sicer so ljudje komod, kdorkoli drug tudi vabljen, da naredi spin-off ali pa ne vem kaj, da zato nista pač sama, da njiju ne bi to motlo, da pa pač za njo je to zgodba pač, bojo zdaj pač nekako logično probali zaključiti. No. Tako da, je pa res, da se baje po neki po 5. knjigi, pač zdaj, ker nobeden od nas ni bral, pač ne vem, ampak če sem prav razumel, po 5. knjigi po 6. knjigi se nekako tudi res ta zgodba nekako logično zaključi in pol so 7. in 8. neki drugi rokavi ali neki tako. Naj bi bilo, tako da zdaj jaz ne vem, no skratka se bomo vsi, očitno imamo ta dolg, da to začnemo, da to preberemo, ampak kar sem hotel še reči na tej točki, mogoče. Ja, gremo po štoriji skozi, glede na to, kaj se zgodi. Lahko gremo malo po štoriji skozi, ja. Ja. Mislim, čist sam, koliko ste pričakovali, pa kak se vam zdi sploh prikaz tega genocidnega terorističnega napada. Čist tak, to konkretno, mislim, imaš end of world zadeve v knjigah konstantno, ampak tukaj prav vidiš, kak so weaponized kamni, ki jih nekdo vrže, kar je zelo zgodovinsko orožje v končni fazi in uniči planet. Ne? Mislim, je tak, se prav spomnim kdaj je bilo to konc 2. konc 3. dela in je bilo tako prav, wow, they went there. Do tiste točke sem mislil, da bodo ustavili in se mi je zdelo tako kar hardkorno. Ja, precej. Jaz na nek način imel feeling, kot da je taki kar meta joke na antropoceno dobo, veš. Pač prehajamo iz ene dobe v antropoceno dobo in da se v bistvu kao ta doba podobno zaključi ali pa zafuka kot so dinozaure, ne? Torej z istim asteroidnim izstrelkom, ne? Kot takrat. Meni se v bistvu kao ta terorizem v bistvu zdi zelo zanimiv, ne bom rekel logičen, to bi bilo hardcore, ampak tako kot so belterje, pa so to ne raso, temveč razred ljudi postavili pa prikazali, je nekdo takšen kot Marko Inaros bil zgolj pričakovan, niti ne presenečenje. Ne? In mi je tudi zanimivo, kako so se ostali odzivali na to, ne, Avasarala je v bistvu bila zelo trezna do tega, da pač on ni belt, on je samo eden od
rezultatov Samo tega. ena frakcija. Ne? Ja, en od rezultatov tega, kaj je zgodovina, pa rečemo temu kapitalizem naredil Belto, medtem ko vsi ostali se pa zelo tako odzivajo, kakor se pač današnja dnevna imperialistična politika odziva na takšne ekscese, z silo pa sovraštvom. In je lep komentar na to, kar v bistvu mi živimo, če gledaš neko širšo globalno sliko naših življenj. Tako da ta tema, prav terorizma, kako je bila izpeljana, pa mešana z nekim egomanijanstvom, plus tudi z družinsko dramo, ki je noter vpletena, res ok. Je pa res, da v tem primeru pač je šlo, recimo ti spustiš asteroide na Zemljo, gre pač za nek slep napad. Mrtvi so spet večinoma navadni ljudje, ki pač živijo slučajno zgolj na nekem območju, ki ga zadanejo asteroidi. In pa tu mislim, da še ena razlika, ne vem, vidva, če sta to brala ali ne, tu je vedno govora o milijonih žrtev, nekje sem zasledil, da je v bistvu v knjigah še več žrtev, pač, da po tem napadu v bistvu precej pade populacija Zemlje, nekaj takega. Tak da v bistvu nakažejo to, da življenje na Zemlji praktično ni več toliko mogoče oziroma ni preprosto, ker pač imaš konstanten oblak, kar tudi pomeni, da ni več hrane, ki jo pač za večino osončja pridelajo na Zemlji. Mislim, da je to eden od glavnih bargaining chipov Zemlje, da proizvaja hrano, kar pomeni, da dejansko je celotno osončje zjebano zaradi tega. Vsi bodo trpeli pomanjkanje, prav vsak človek v osončju, in to je kar hardcore. Mislim, to ni potem primerjave z World Trade Centrom, to je primerjave z, ne vem, rušenjem rimskega imperija. Vsaj. Sem s tem, da pač jaz sem bil mičkeno mogoče razočaran, zato ker noben ni mogel predvideti, kaj je seveda pol naslednja Inarosova poteza, ki pa je logična, ko to narediš, kar si zdaj Igor pravkar povedal. Skratka, potem moraš ti seveda prevzeti obroče in nadzor nad njimi, kaj ti hrana je zdaj na drugi strani obročev. Prihodnost pač človeštva ali pa Zemlje, Marsa in pač tega pasu je na drugi strani pač točno teh obročev, ne prstanov, kakorkoli pač hočemo to slovensko imenovati. In seveda je tamle napadel in tako. Meni edino, kar me je zmedlo pri tej 5. sezoni, je tako, da pač Inaros ukrade to protomolekulo in jo proda Marsu za neke vesoljske ladje, oziroma Marso, pač eni frakciji v vojski, enim izdajalcem, bomo rekli, ne v vojski. Kar tak. In potem kupi ene par ladij in je že s temi ladjami takoj totalna velesila na tem območju. Pač to me je malo presenetilo, ker se mi je vseeno zdelo, da ne vem, da pač, da ne moreš ti, mislim, tam zgleda, da enih, ne vem, 10-16 ladij mogoče ima in to je to in zdaj že on ima tako premoč, da lahko uniči, napade, pač uspešno napade in prevzame prstane. Ne nazadnje tudi, če pogledaš Rocinante, ki je dost nek uporabno orožje celcajt, je bil rešilni čovn oziroma dodatni čovn iz ene take frigate, ki oni dobijo 3 ali koliko. Dve, če se ne motim. 2 Donžer klas, tako da tukaj potem kaže, koliko je to močno oborožitev. Tudi sam napad se mi zdi dosti genialno, rečemo temu presenetljivo izpeljan, rečemo temu signature note Marko Inarosa z nekimi kamenčki sred vesolja, pa še dodatno, on je taka divja karta, ki je res nepredvidljiv, pa všeč mi je bilo tudi, kako je bila ta pištolca postavljena na začetku sezone, ko on marsovski general, ki je seveda izdajalec, pove, kaj pa kako prevzeti nadzor nad obroči oziroma rinkami ali whatever, bomo rekli temu, in da je bilo to potem tudi točno na ta način izpeljano z manjšo silo, ki lahko prodre
po neki falangi varianta, ne, da pač piči skozi obrambo. Tudi Zemlja pa Mars tega niste pričakovali, drugače bi imeli najbrž dosti več podpore tamle pred obroči, plus dodatno Medina Station je Marko Inaros prevzel, ne, in še od znotraj ring spacea udaril. Ne. Tako da dejansko super, natančno izveden surprise attack. Jebeno uspešen. Koliko je imel žrtev? Mogoče 2-3 ladice je tam kazalo na onih ekrančkih. Ne, z političnega stališča, z teh političnih iger je ta 5. sezona zelo v redu in mislim, face šokantna in presenetljiva dostkrat. Mi je pa po drugi strani te osebni odnosi, pa so samo nekateri delovali. Ne? Recimo tale Amos pa Peaches, to je bilo super, to mi je bilo ful všeč. Medtem, ko Naomi bi pa jaz skrajšal za pol vsaj, ker ne vem, ful je slabo napisano, se mi zdelo predvsem. Ona je preveč cool lik bila predstavljena prve 4 sezone, zato da jo zdaj gledamo tako nemočno zgubljeno in ki pada v past in potem se reši in potem pa moramo gledati še 2 epizode, kak trpi. Mislim... Dejan, ti si hotel nekaj reči? Ja, verjetno, mislim, pač moje mnenje je, da čist preveč časa je zauzela ta njena osebna zgodba, recimo, v tem, ker se praktično vleče čez 5 delov, nekaj takega. In čist preveč. Dalo bi se to povedati v krajše, strnjeno, tako kot je rekel Igor, se strinjam z njim. Ja, jaz se tudi strinjam tukaj, mislim predvsem, mogoče najboljše me je pri Naomi delalo ta njena muka na oni ladici, predvsem z praskanjem noter, koliko krat je šla brez kisikove bombe ven reševati nek čist specifičen inženirski problem, ki ga ona ful obvlada, ona je znala skužiti, kaj teži. In tudi to bi lahko za komot rekel in hindsight, da poreži to zadevo, ampak je delalo na neki kao ta high stakes emocionalni ravni, bolj kot pa odnos, ki ga je želela spostaviti s Filipom, pa ga pridobiti nazaj, bolj kot vsi oni dialogi, ki jih je imela. Ker tam je pa res zapadala v neke, rečemo temu, se opravičujemo, ampak histerične momente noter, kjer je bilo že zelo na začetku, zelo zgodaj jasno, da pač tukaj ne boš mogla dobiti. Zdaj pa, ali si je lik to zaslužil ali ne vem, mislim pa, da je mogoče na podlagi scenaristov pa režiserja, da bi tu predvideli, lejte, Naomi je to, pa ona bi se tako pa tako, pa dajmo vse tukaj, ne vem, zafilati z Holdenom mogoče, ali pa z Amosom, ker on Locke je meni čisto ok delo, mogoče več njegovega tega mafiozo zgodovine noter, whatever, razumeš, tu bi lahko ful še nafilali, ali pa Bobby pa Amos, naprimer, ne, ona dva sta v bistvu zelo hitro bila porinjena v neko špiralo akcije, ne. Tako da, Alekse so morali ven črtati, zato ker je igralec Kas Anwar, kar so ugotovili med snemanjem, hodil po konvencijah, pa zapeljeval mladenke in je imel več obtožb, da v bistvu to svojo slavo iz Expensa, pa se še nekje prej bil, mislim, Lost ali nekaj zdaj izkorišča za pač v Strain je. Praktično posiljuje punce in da to ni cool in potem so ga zelo potisnili v ozadje že v tej sezoni in odstranili torej ga ne bomo pogrešali. Jaz bom pogrešal lik igralca, ampak jebena škoda na večjih nivojih. Čeprav meni se zdelo kar ok, da so speljali, tako da ni bilo, mislim, pač ker niso tega na novo snemali, on je pol sam neki en prizor, mislim, da je sam, še to ne vem, če so na novo karkoli posneli, on je sam v offu nek glas ali karkoli, če sem jaz prvo razumel, ampak se ga pač fental, zdelo se mi je, da je, seveda bi to mogli boljš prikazati, pač tako, da on že ve, Bobby tam umeni, pač čist preveč s temi mamili, preveč pospeško delava, vse to se bo pač lahko grdo konča, valjda, da bi to mogli še nekako prikazati in da je bilo to pač res totalni šok za tiste, ki pač niso pričakovali, ampak smo vsi nekako pričakovali, da ga bojo ubili, ker je pač kar naenkrat
preklopi sred nekega drugega emocionalno zelo visokega prizora, ne, kjer pač Bobby reši Naomi, je potem naslednja njegova smrt in je pač preveč naenkrat. Sem drugače, jaz mislim, da so to na koncu čist ok rešili. Ja, se strinjam. Ja. Se strinjam. Ja, sta pa ustvarjalca mimogrede rekla pač, da sta pa o smrtih razmišljala že neodvisno od tega pač spolnega nadlegovanja, ker jo je navdihnil seveda George R.R. Martin in Game of Thrones in sta hotela začeti pač z nekimi red wedding momenti, ker sta se zavedala, da preprosto vsi glavni junaki na morju in ne bojo preživeli. Če jaz prav razumem, samo za hiter intermezzo, ta dva, torej James A. Corey, ne, je v bistvu psevdonim za dva pisatelja, sta se učila pri George R.R. Martinu, ne, tako da je dost... Ne. Eden od njih je bil asistent, drugi pa je v bistvu razvijal igro, zelo kompleksno in ni uspel igre prodati, ampak potem je spoznal tega drugega, ki je rekel, to bi pa bila osnova za roman in pol ste jih začela štepati. Super, če ti ne rata v board gamih, probi s pisanjem, očitno gre. Ja. Mimo grede, Expanse je tudi board game. Ne? Vem, smo ga špilali. Ja, kam odlično. Pa da ne pozabimo še Fred Johnson odide. Ja. Ta mi je res bil šoker. Meni je bil šoker. Ja. Ker on izmed vseh se mi je zdel najbolj trezen. No? Tisti, ki je... mislim, Belter frakcija je imenovati trezne, je zdaj kar... high praise, no, ali pa zemljanska, recimo temu, zemljanski kompliment. V bistvu bil sem šokiran, ker se tako nenadoma zgodi. No. Čisto ok narejeno, čisto super narejeno, ampak res nisem pričakoval, da bo eno od bolj treznih, ki je imel nek političen pa ekonomski načrt za The Belt, da bo tako easy zlizno ven. Ne. Ker zdaj po tej smrti ostanejo frakcije pa nasilje. No? To se mi je zdelo taka zguba, neka simbolna zguba za Belt. Ja, tukaj so upeljali lik Bula, ki je v knjigah že prej prisoten in je v bistvu namest Drummer cenot in kao on bi lahko bil ali pa tale... ki ga igra Jared Harris Anderson Dawes, še ostane, ki ga pa nismo videli že par sezon, kar je logično, ker v knjigi je omenjen, mislim, da na 3. strani prve knjige in to je to. Ja, pa tudi mislim, v knjigi je on pripadnik dost teroristične take anarhistične frakcije, ne? Tukaj, koliko smo ga videli, pa koliko ima pa Jared Harris karizme, ne, je dost bolj pragmatičen. Plus, za razliko od Bula in Freda Johnsona je on belter, medtem ko sta ona dva oba zemljana. Tako da, če bodo uspeli Jareda Harrisa za zadnjo sezono pripeljati, bo po mojem on tisti, ki bo prevzel belt. Čeprav on zdaj se je pa podal igralec v drugo vesolje, pa mislim, da je glavni igralec v Foundation, ki bi naj letos ven prišel. Da, ja, Foundation je. Zdaj ne vem, če lahko 2 civilizaciji taki furaš. No, drugače sem se hotel reči, da Bula seveda igra Jose Zuniga, to je pa kar precej znan igralec, no pač mislim, igral, če greste, jaz sem imam odprto njegovo Wikipedia stran in tam ima, mislim, da 40 serij naštetih, v katerih je verjetno seveda igral kriminalce in podobno, tako, kaj pač paše latinosko-američanom, ne, kaj pač to Hollywood ima rad, pa še malo ima tako brazgotinast obraz, da zgleda malo tako res en hardcore gangster, no. Skratka, igral je v kupu stvari od CSI Miami do Agents of S.H.I.E.L.D., od Criminal Minds do Law and Order, New NYPD Blue in tako naprej. Skratka, gre za... Jaz še imam eno vprašanje, mogoče za vas 3. Ne? No, o Jamesu Holdenu, pač igralcu, ki ga igra, pač vaše mnenje bi rad slišal. Space Jon Snow. Ampak, a se sam meni zdi, ali on se mal zboljšal v igri, no? Pač igralc, zdaj govorim. Ne vem, mene ne pripriča, no. Ne? Še vedno tukaj,
Ne. Tukaj so mu dali manj zahtevne stvari, čist čustveno, pa politično, pa to. On v bistvu je večino časa je z Bullom, pa z tole novinarko in z njimi nima nekih čustvenih, ampak je samo panic mode outside. In to mu to zna odigrati, I guess. Ampak tanko pa je moral imeti romantične scene ali pa tista pogajanja v prejšnjih sezonah, pa tisto sploh 4. sezona, ki bi jo on moral nositi, tisto je bil pa disaster. Ne? Viš, zanimivo, meni je tam bil še nekako, kako ti rečem, Keanu Reeves ok, medtem ko v onih paničnih, schizofrenih scenah z pokojnim Millerjem je pa bilo cringe, precej cringe, ker je zgolj, on je igral zgolj, da je roke pred sabo molil, pa kao, kaj mi ti razlagaš in mi je bilo tako, slabo, no. Mito, ki si omenil Millerja, recimo igralec, ki igra Millerja, pa moram reči, pa bil med boljšimi. The best. Ko smo prvič delali Expanse, je Anže cel čas omenjal, da Thomas Jane je pa bil v Thin Red Line. To sem poslušal in sem se zapomnil. Edini kriterij, ki je za Anžeta pomemben očitno. Jane je drugače tudi režiral en del te 5. sezone, se ni mogel posloviti od šova in upam, da ga v zadnji sezoni pa spet srečamo. Ne? Res dober igralec. No. Meni je bil lik tudi všeč, no, res škoda, da v knjigah sem ga že pogrešal, no, ker tale neki ciničen noir space cop, ki misliš, da bi mogel full pit, ampak ga niti ne, veš, ampak tak zelo domač se je zdel v temu hladnemu vesolju. No. Tako da, Jaz bi pa mogoče, preden gremo zdaj še mogoče vzdolž kakih špur, ker tale del ima sicer še ene ful zanimive poudarke, ampak bi se mogoče nanizal, ker imamo tle vseeno gosta, ki se malo bolj na politiko spozna, kot mogoče mi trija butli. Da pač, mene zanima predvsem tale socialno-politični ustroj te serije. Pa če bi lahko Dejan mogoče ti kakšno uvid ali pa opasko o tem, mogoče kaj še nismo slišali. Recimo, itak belterji so izkoriščen del prebivalstva, pač razredno recimo delajo v tistih rudnikih Zemljani in Marsovci, če imenujem pač prebivalce Marsa, Marsovci, jih izkoriščajo za delo, da za njih delajo, Zraven tega pa recimo prve sezone zelo lepo prikažejo to, takrat tudi, ko je še Miller v igri, recimo voda, nimajo niti vode za to, da se recimo umivajo, tuširajo, voda je umazana, recimo zrak, pač imajo nek filter umazan, pa to, tako, zbolevajo na ta način, tako da iz tega gledišče je čist razumljiv, pač bez dela belterjev, nekih frakcij belterskih, ki se poslužujejo tudi terorizma, pač tu ni dobenega dvoma. Medtem ko Mars jaz vidim kot neko vojaško družbo, kjer ima vojska pač zelo veliko besedo, pač odloča. In recimo tudi ta 5. sezona jaz jo vidim kot zaton Marsa, kot smo ga poznali v prvih sezonah. Tudi del vojske Marsa v bistvu odide. To vidimo pač potem na koncu. Medtem ko Zemlja pa prenaseljena. Zelo lepo se je to videlo, recimo, ko sta bila Amos pa Peaches v tistem gozdu. Če se spomnite, ko se pogovarjata, kako lepo je iti čez gozd, tam, ker praktično skoraj ni več gozdov na Zemlji, ker je vse pač prenaseljeno. Mislim, da živi 30 milijard. 30 milijard. Tam je ene taki hiter dialogec o tem, a ti nisi šel za šolo sem pa sadil dreves, ker je pač to, veš, taka ena posebna šolska ekskurzija, kot dan v naravi, ampak sadiš drevesa, namesto da se greš po rogli hajkat. Ko se mi je zdel tak lep, easy world building. Ampak če nadaljujem, ne, nič hudega. Recimo, meni se zdi, da serija ful
premalo pove o nekih družbeno-političnih ureditvah Zemlje, Marsa. Ne? Tudi recimo frakcije Belterjev v bistvu so zreducirane na osebe. Nič kaj globje ne zvemo. Ne? Pač verjetno se razlikuje njihov pogled na marsikaj, ne? Ampak bolj ali manj so zreducirane na osebe oziroma na bolj ali manj radikalnejši odklon do Zemlje in Marsa. To je vse, kar v seriji izvemo. Ne? In recimo to me ful moti. In si predstavljam, recimo, da v knjigah je to bolje in širše razdelano. Ne? Upam. Tudi vloga medijev je ful bolj opredeljena, ker tukaj recimo imaš to novinarko, ki naokrog hodi, pa je kul, ker lahko snema z očmi, ampak... To je ta Monika, ne? Ja, tam v knjigi recimo je pa prav tako, ona pride pa jih najame, pa kupi njihovo ladjo brez problema, lahko pa take fore, ne? In ful pokaže, koliko ima ona njena oddaja moči, oziroma medijska hiša, za katero dela, ne? Pol tudi je vpliv medijev dostkrat prikazan za propagando. Tako da te stvari so dost bolj razdeljene v knjigah, isto kot fizika recimo. Kar je, to mene zdaj začelo motiti, sem že enkrat po Twitterju omenil, ne? Zelo v redu razložijo, da imajo magnetne čevlje, pa da lahko hodijo normalno, kadar grejo kje, ne? Nikoli pa ne razložijo, to pomeni, da tudi imajo magnetne riti, ker bolj pokaže jih, kak sedijo, pa tista voda lebdi v zero G in se igrajo s tisto vodo, kar je krasna scena, ampak ali imajo torej na hlačah magnete? Mislim, zakaj ne? Jo, Igor Čudovici. Glej, ljudje smo dost navajeni, da sedimo, ne? In pol bi bilo smiselno, ampak bi lahko kdaj omenili, ampak ne vem, se nekomu pokvarijo magneti v hlačah, pa je to lahko nek joke. Jaz sem vedno mislil, da pač ful hodijo na te pač aerobiko in trenirajo svoje riti, da pač so antigravitacijsko pul imajo, prisesajo se z anusom na ravne površine in da pol pač tako trenirajo, tako kot one japonske kroglice, kaj pač imaš za vagino. Tisto je za notranje. Je to neka reklama za Goop. Ja, Dejan, nekaj si hotel. Pa če še gledamo, pač, če govorimo še o recimo političnih delitvah in recimo, meni se zdi pač, da knjige sta napisala ameriška avtorja, ne? In moramo na to zgodbo gledati tudi s temi očmi. Ne? Jaz si predstavljam, da če bi pač ta dva avtorja bila Evropejca, bi nastala čisto neka druga zgodba. Če bi bila Afričana, pa čisto tretja. Ne? Mogoče ne čisto tretja, ampak precej drugačna. No? Ja, to se čisto strinjam. Mislim, jaz vedno skušam z neko analogijo si te frakcije nekako prevesti v ta naš vsakdan, ne? In meni se naprimer dasteri, oziroma bom kar zdaj prevedel malo ogabno, prašnikari, ne, ali prašniki. A jih niste prevedli sami trenerji? Prašinari. Ja, smo tako. Aha, okay. Mislim, da ste, ne? No. Danes sem se pogovarjal o bikovih jajcih in to je prašniki, ne, so prevod. Nima veze. Meni je to tista neka srž ameriškega, teksaškega neoliberalizma, ki je čist mahnen na kao orožje, pa na vojaški in industrijski kompleks. Ne? In to mi je Mars. Tudi na koncu, ko oni zviznejo skozi rinke na druge planete, ko še ta general opozori, tle ni več nobenih odstopanj, tale ogrlca, ki jo imaš na sebi, pove svoji podporočnici, ne? Da pač to gre vse v žep. Zdaj smo mi utilitarna, vojaška diktatura, več se tega ne gremo. In to je meni v bistvu ta zaton Amerike, ki zapade v ta totalno gabizem nasilja in orožja. Medtem ko pa Zemlja, takšno kot jo gledam, je pa res UN, Evropska unija joke, da se tako izrazim. Ker tudi, naprimer, v 5. sezoni, ko potamani tretji ali kjer asteroid vodstvo in pride na oblast nek kekec, ki se ne zna drugače odzvati kot populistično. Ne? Je malo komentar na Trumpa, pa malo tudi komentar na te male evropske populistke, ki takoj, ko dobijo neko moč, pa po enem dobrem govoru začnejo samo še folk poslušati, pa populizem trositi naokrog.
Medtem ko pa pač Belteri, to je pa meni čisto palestinsko vprašanje, ne, za vsemi svojimi frakcijami, ali Hamas, ali pa Islamska bratovščina, ali pa Fatah. Ne. In vedno so tudi, če zdaj mi skušamo tale našo zgodovino filtrirati skozi osebe, se tudi vsa ta gibanja so imeli svoje figure, ki so bili nosilci teh ideologij. Ne. In se mi zdi, da v bistvu mene niti ne moti, da imaš potem posameznike, ki so v seriji nosilci teh ideologij, se ne moreš dialoga zafilati za polurno debato o tem, kjera frakcija je bolj radikalna, pa kje nas je bolj razpizlo tlele. Tako da meni se zdi, da je moč z takšnimi analogijami, ali pa bomo se reči drugače izrazil, da so v bistvu kao pisatelji pa režiserji to čisto ok naredili, da nam dajo takšne vstopne točke, ki so zelo blizu nam. Ne. Res je bližnja prihodnost. To ni Star Trek, ki se obadaš s tem, kako folk sploh plačuje neki, ne, naprimer, ampak tle je to dosti bolj oprijemljivo pa otipljivo. No. Je pa res, ne, če je Expanse recimo napoved prihodnosti, ne, pol je ta prihodnost, pol smo lahko upravičeno pesimistični, ne, pač Ja. žal. Ja. Zanima me, ker si rekel, da če bi Afričan ali pa Evropejc bil avtor zgodbe, kako torej svoje evropske pozicije meniš, da bi, kaj bi bile neke spremembe po tvojem lahko? Ja, jaz si čist predstavljam, ne vem, v tej zgodbi neko egalitarno frakcijo, recimo, ne, ki bi šla onkraj kapitalizma, ne, ki bi šla pa onkraj delitev na posamezne planete in Belt in Mars in Zemljo. Ne. Recimo to bi bila, če bi jaz recimo bil pisatelj, ne, pa bi pač dal to v zgodbo, bi probal vpeljati neko tako gibanje noter. Ne. Po mojem bi se ga dalo. Ne. Torej, ti nisi v bistvu samo za spreminjanje tukaj in zdaj, ampak tudi za spreminjanje prihodnosti. Spreminjanje tukaj in zdaj je spreminjanje prihodnosti. Bravo, to sem i bravo. Lepo. Ja, pa še to, evo, to še vam dodal, ne. Tamle v 3. sezoni, ko Marsovci oziroma prašnikarji pridajo na Zemljo, zraven vseh jokov, ki jih UN-ovci zvajajo nad njimi, ne, pač ne vem, slabo jim je, ko pristanejo, pa tak naprej, je pa vseeno lušten kontrast, ko Bobby gre na plano skozi kanalizacijske predore do res tega plebsa, ki je na Zemlji, ne. Pa ko zveš, da v bistvu v knjigi je zdravnik, s katerim se pogovarja in on je star 82 let, pa čaka, da bi sploh dobil job, in zveš, da v bistvu kao večina folka je na zdravilih, da se v bistvu njihova apatija zmanjša, pa jeza, ali kako naj temu rečem, ampak je pa tudi tako, ne, izkaže se kot neki totalno boring, čisto dolgočasen welfare state. In je v bistvu tukaj mogoče nek vidik ali pa vse kritiko vidim, ki jo lahko filtriraš skozi ameriškega pisca, ne? Ker to je tisto, kar Američan najbolj očita ali pa mu gre najbolj na kurac na Evropi. Ne? Vse ste sami socialisti, pa vsi ste samo lenuhi, pa noben nič ne dela, pa levo desno. Ne? In imaš glih Marsovce potem kao, da mislim tako, ta kontrast, ki lepo komentira te naše, recimo temu fucking zlorabljeno čezatlantske odnose. Ne? Hkrati isto očitajo Kanadi, in zanimivo je, vse skupaj posneto v Kanadi, seveda, z večinoma kanadsko zasedbo. No, je pa nekako tako, mislim, je pa tako, vseeno se mi zdi kar tako, kar pač pri tej seriji vedno občudujemo, je, da je imaš nek občutek realnosti, neke stvarnosti, da je, ne, recimo, ker pač to, kar si ti zdaj mi to povedal, je seveda zelo logično, ker je dejansko prihodnost sveta je welfare state, ko nam bojo roboti odzeli jobe, bo zelo težko karkoli drugega, ne, kot welfare state in kje bo verjetno delo res postalo totalna vrednota prihodnosti, ker preprosto pač ob mehanizaciji in tako naprej takega dela ne bo. Mi je pa to mogoče meni, si super, ker si to spostavil, ker meni je to mogoče v 5. sezoni malo manjkalo. Ne. Mi zdaj govorimo o milijonih, ki so umrli, in ki so pokazani v tistem nekem vrtincu imen, na katerega dajo nekako pač ko en
tak digitalni zid ali žalovanje ali kakorkoli, ki ga naredijo v uni stavbi v UN. Drugače pa razen tudi pri Amos, jaz ne morem reči, da zdaj neki blazno vidimo mi, razen tam v unem parku, neki beguncev ali pač kakorkoli hočemo zdaj te ljudi imenovati, pač brezdomcev, ljudi, ki jih je to, ne vidimo kaj dosti tega, ne? Tudi ko si omenil Mito, da jaz bi pričakoval točno ta moment, ko si omenil populizmu unga kekca, ki prevzame, ne? Da pokaže malo množice in kako so množice navdušene nad njegovim načrtom in na tem, da zdaj on po belterih toče, ne? Je pa tukaj pač na tem delu meni vseeno en fin lok naredila Avasarala, ne, ki pa je bila v prejšnjih sezonah dost bolj militantna, dost bolj ostra do vsega, kar je zunaj zemlje. Tukaj je pa pač tisti glas razuma, ki pač reče, mi zdaj delamo teroriste, ne, ta način bo samo naredil, bo samo k Inarosu pelal vse te ljudi. Ne? Zdaj točno mi, kar te povračilne udarce, ki jih delamo, so absolutno napačna strategija. Ne? Pa na koncu pride tam, ne, in reče, pač, ko sedijo Holden, pa Naomi, pa Amos, pa Bobby, ne, stoji zraven nje in reče, pač to moramo narediti, ne, pač vsi skupaj, recimo, pri njej se vidi obrat. Ne. Zelo lepo. Ja. Ona je tak John Lennon, Yoko Ono. S tem žametnim smoky glasom. I do what I like. Skor bi lahko zapela Imagine tam, ali ne bi bilo tako. Tako je bilo zelo. Meni je bil tak en moment. No. Je pa res, da je to moment, ta moment je tudi prvič, da so oni vsi spet skupaj v tej sezoni, ker se na koncu, pač razen seveda našega spolnega nadlegovalca, so pač vsi tamkaj in so vsi zdaj na kupu. In ja, na tej točki mogoče se res vprašamo zdaj, kaj to pomeni za naprej. Tukaj je zdaj seveda na koncu, kar se zgodi, mogoče niti ni tok, pač mene, kot sem rekel, ni tok, ja, boš, tako je Mito, Inaros presenetil s tem napadom, ampak presenetilo me je, da se zdaj iz druge strani prstanov, bom jaz kratko rekel, javlja pač un model spet, ki je že bil povezan s to protomolekulo in da se zdaj na nekem planetu, kamor se očitno, če sem jaz prav razumel, to protomolekulo uvedli, to, kar je Holden preprečil na unem planetu v prejšnji sezoni, so zdaj oni pač naredili. Zdaj pa jaz ne vem, pač prvič me je presenetilo to, ker očitno neki vejo več od Holdena ali karkoli, ne? In pa, če sem jaz prav razumel, bo zdaj to seveda oživelo ta planet, pa hkrati so se pojavile tam neke vesoljske ladje, ki so očitno last pač teh biti ali kolikoli te civilizacije, ki je ustvarila protomolekule, ne? A sem jaz to prav razumel? Ja, mislim, da ja. Zdaj, navezal bom se na hitro, pol pa na tvoje vprašanje prešaltal. Meni se zdi, da v bistvu malo se zgleduje po neki strukturi Game of Thrones, kjer so po 4., 5. sezoni začeli zelo se koncentrirati na posamične like, na njihove zgodbe in to smo že videli zdaj v 4. in 5. sezoni tukaj, ne? Kjer je folk razbit, pa mislim, naša osnovna ekipa razbita, z njihovimi backstory so skušali malo popucati za nazaj, torej, veš, Naomi je bombico v svojem sinu spustila že v 1. sezoni, Amosovo preteklost so spucali, Holdena itak nas ne zanima, kaj je njegova preteklost, smo videli, njegovo mamico pa to. Tako da, meni se zdi, da bojo zdaj šli tudi za tem zadnjo sceno, ko smo jo videli, v pač res te megalomanske apokaliptične scene, na pač ta big blockbuster logiko. Kar je pa vemo že iz marsikaterega primera lahko tudi dvorizen meč. Mogoče bojo lahko še raziskali torej te snovalce protomolekule, pa tiste, ki so uničili snovalce protomolekulo, kaj s temi znanstvenimi vprašanji, kaj vse to lahko počne, kot je on doktor, ne, oziroma tale blaznež, ki je bil nekoč priklopljen in ki raziskuje zdaj za Mars, prej za Fred Johnsona. Tako da meni se zdi, da v bistvu me, kako rečem, ful radovedno skrbi za zadnjo sezono, ker
sicer serija zna komod v eno sezono stisniti nekaj tehnega pa bombastičnega, ampak upam, da bo res bolj tehno kot pa bombastično. No? Čeprav jaz bom na te točke vseeno malo skočil, meni se je zdelo, da recimo, kaj je ta 5. sezona res dokazala, je to, da znajo, ne vem, te vesoljske bitke zelo dobro speljati. No. Meni se je tisto zdelo vseeno ful zanimiv, Rosinante in njen troboj z unimi, vse to je bilo tako pač zanimivo narejeno, no? Tako kot da bi gledal res neko to, malo feelinga dobiš tako teh starih filmov s pomorskimi bitkami, če se spomnim, pač vse teh, zdaj teh filmov skoraj da ne delajo več, ne, ampak včasih so bili zelo popularni taki, ker se pač neki starboard so se pač drli pač te neke izraze, ne vem kaj, no se to v Star Treku imaš seveda tudi to, ampak ja, in tukaj se mi zdelo, da znajo to dobro narediti in mogoče pač smo neupravičeno zaskrbljeni za naslednjo sezono. Ja. Je pa res še to, ja. Je pa res, da so nekaj cajta govorili, da naj bi se tudi ta serija končala s filmom. Aha. Zdaj so pa to očitno pač scancelali to idejo, ne? Ja, mislim, še vedno ne vejo, kako bo skinuti naslednje leto, ampak ne, kar mene skrbi že pri tej sezoni, pa da so malo soft postali glede določenih radikalnih konceptov, ker še vedno mi je največji šok v celi bilo, da so oni znanstveniki, ki so raziskovali protomolekul, si dali izklopiti empatijo, kar bi jih motilo pri delu. Mislim, čist take stvari na osnovi, ki posegajo v človeštvo posameznika, ne? Take stvari, kako te vesolje spremeni, kako te megalomanske ideje spremenijo, ne? Te stvari mislim, da so se nehali iti in da se bodo šli Space Battles zdaj. Bodo lepo zgledali, ampak prav, bomo pač gledali Space Battles, in mene to ne moti. Dokler imajo magnete v riti, vse ok, veš. Dejan, kaj ti pričakuješ od naslednje sezone? Bo je to Space Battle ali bo še več politike? Če jaz prav razumem pač to zgodbo, ne, zdaj ta frakcija Marsa, ki je odšla iz Marsa, ne, bo igrala pač neko večjo vlogo v naslednji sezoni. In ja, jaz pričakujem pač neko novo, bom rekel, neko novo razmerje, neko novo vojaško-politično razmerje, ki ga do zdaj v seriji nismo imeli. Ne. To pričakujem od naslednje sezone in ja, najbrž brez konflikta ne bo šlo. Ne. Ja, seveda, da ne. Mislim, mene najbolj skrbi, da bi zdaj bilo, ker je zadnja scena ful pomenljiva, tisti prehod skozi Rinko, pa potem oranžen šmorn, ki je šel skozi od teh alienov. Kaj če v najslabšem primeru to pomeni, da ti Marsovci, ki so tam so že itak mrtvi, z njimi se sploh več ne bomo obadali. Marko Inaros, ki je šel skozi, ima forget about it, razumeš, on je konc, oni so samo, ne vem, šli njive urad, naprimer, na novem planetu. In vse, kaj se bojo v naslednji sezoni ukvarjali, je ta oranžen šmorn, pa ta lepa slika, ki je Vasarala postavila, ta združeno osončje proti temu oranžnemu šmornu. Ker to bo pa potem res samo razpaljotka, ali brez nekih teh konceptov, ne? Ker tako bom rekel, koncept manjko empatije, ne vem, če bi celo sezono zdržal, ne? Je cool ideja, razložili so jo v 2 delih, to je cool Star Trek del, naprimer, ampak veš, dvomim, da se tako pozno v teku serije, ne, lahko grejo še nekih hudih prodornih konceptov, je zelo, po moje, zelo težko nekaj novega upeljati, ne. No, mislim, moje najhujše strah za naslednjo sezono je, da bo Marko Inaros vilen in da bo, ne vem, 30% serije njemu in obupni igri tega Chaosa Aleksandra posvečenega. Ja, vam je šel na kurec, ali kaj? O moj bog. Ne. Ampak meni se zdelo, da je pač na živce nam šel mogoče res zaradi te slabega Loka Naomi zgodbe. Meni on sam ni bil to napačen. Pa še na koncu se mi je zdelo, edina dobra stvar pri zgodbi od Naomi mi je bila to, kako on pol njen pobeg spet izkoristi, da sina pač mu pokaže, a vidiš, kaj ti je mama, še enkrat naj jo zapustila. Ne? Ja. Tako, ja. To se mi je zdelo še kar tako zelo manipulativno, briljantno od njega, ker marsikaj, ja, pa je bilo zelo neumno, mislim, kako ga je on prepričal v to, da so teroristi the best.
tako da mu je pokazal, kako vsi skandirajo njegovo ime, ker to pa je res. Mislim, tako je bilo toliko očitno. Mislim, noben fotor ne reče, glej, sinko, ko bom pa jaz, no, mogoče kakšen, ampak. Večina fotorjev je malo bolj subtilnih ali pa govori o svojem jobu, malo drugače, pa otrok seveda vidi to, pa se mu to gotovo dopade, da ljudje skandirajo njegovo ime, ampak noben pa, mislim, to mi je bilo pa res toliko očitno. Ja. Mislim, pri Markotu edino, kar bi mogoče mu zameril, je ta malo ker so si že vzeli ta cajt v tej sezoni, ampak manjko njegove jeze, njegove frustracije, odkot vsa ta megalomanska groza, ki jo želiš nad drugimi izvajati, odkot to, mislim, a ti mami ni dala mlekca, ali kva, ne vem. Okay, Naomi ga je pustila, Mito. Mislim, a ti ne bi bil jezen, kaj? Ja. A ti ne bi hotel pomoriti milijone in milijone ljudi? Let's say not. Ker glih Valentinovo bom rekel ne. Ja, ne, mislim, to je nekaj, drugače pa tale, v šali bom rekel Space Prince, ki je tak majhen pa ravno tak lep kot Prince, pokojni. Ja, meni ni moto, meni je bil čisto ok, veš. Bolj me je Filip, naprimer, z begavo zmedenimi učkami, ki se ni mogel odločiti med očkom pa mamico, ki je tak res na on-off se vklapljal in mislim, da bi lahko bilo to malo bolj konsistentno izpeljano. Pa tudi ona dva pajdaša, kolega od Naomi, naprimer ena, ki je potem šla, pozabil sem njuna imena, pardon, ampak temnopolta, ki je šla na Dramerjevo ladjo, pa on debeluh, ki je ostal na Inarosovi ladji, bi lahko imela malo bolj plastične vloge, ker na koncu ker vseeno ima ta full dialoga, ampak tako sta zgledala samo kot propa za njuni smrti. Ja. Kaj pa pričakujete od Dramerjeve? Čim več. Mislim, kako se vam je zdela Dramerjeva? The best. Meni ona zelo dobro igra. Ja, fajn je pa zanimivo. Tu je bil en lušen world building, kako so oni v bistvu community, v taki ladji. Da pač so kako se že temu reklo, v 60-ih komuna. Ja. To se mi je zdelo lep kontrast, če primerjaš Dramerjevo ladjo napram Inarosove. Tam je napol neka manipulativna gaslighting strahovlada, medtem ko na Dramerjevi ladji je pa ljubezen, pa vzajemnost, pa kolegijalnost, tovarištvo, igranje z mehurčki vode v vakuum. Tisti trenutek, vse je ful lepo in mi je bilo zelo pomembno, da je bilo to ful dobro pa lepo vzpostavljeno, ta lep kontrast. Ja, pa mislite, da zdaj naprej sezoni pač po vseh žrtvah, ki jih je dala skozi, lahko Dramerjeva preživijali? Ker meni se zdi, da tako je zgodba strukturirana, bo ona in zdaj suicide, death. Ne, jaz mislim, da če gremo na R. Martin varianto, da bi kao neko tako res backstabbing izdajstvo najbolj prizadel. Ena taka grozna belter smrt, ali pa ne, da bi Earther naredil neko grozno smrt, nekaj groznega. Čeprav, Dramer, I love you, ampak za zgodbo nucam neki čustvo. Ja, ne vem, jaz sem mal pričakoval v tej sezoni, da bo Naomi pač šla, da bo pač skušal na ta način pač seveda dati našemu Jonu Snowu mal več neke jeze nad Inarosa in mu dati nek motiv, da se zapodi van, ampak jaz zdaj mislim, da glede na to, kaj je vse Naomi preživela v tej sezoni, je ona tako najbolj varen lik od vseh, no. Ok, Holden ni tako ne more umreti, ker ne zna zaigrati tega, tako da mu doben ne bo dal, da umre, to se mi malo zdi tako. Mogoče že scenaristi bi rekli, ne. Razen če ga offnejo, tako kot so zdaj Alexa. Samo on je tudi producent. Amos je pa tak tipičen lik, ki umre. Zato, ker on se bo zelo težko, mislim, on ima to neko krivdo, ker je bil pač prej baraba in ne vem kaj, in jo nosi s sabo in to je ponovadi tisti lik, ki pol junaško umre za to, da reši druge. Jaz si ga predstavljam, predstavljam se ga, da se žrtvuje pač za to svojo familijo, kot sebi pravi. Čist vidim, čist. Ja, Peaches pa se reši, pa ima njunega otroka.
Okay. Igor, ti si stopil korak dlje. Ja, okay. Lepo, fino bomo zaključili naslednjo sezono. Jaz bi samo še rad to rekel, da to je posneto v Torontu. Jaz gledam eno serijo, ki se dogaja in je tudi posneta v Torontu, Kim's Convenience. In do zdaj se je že en kup igralcev iz Kim's Convenience pojavilo tukaj. In sicer tista, ki tam je mati v oni familiji, je bila kapitanka Donagerja. Sin familije je bil v eskadrili marincev, ko so šli not v ring, ko so ujeli Holdna. Zdaj pa je bil eden od prijateljev družinskih tam, Mr. Mehta, pa je bil predsednik UN oziroma sekretarja general. Tako da imajo še 4 liki v tem sitcomu, ki jih morajo zdaj v zadnjo sezono še spraviti. Okay. Pošljimo ta spisek producentom, to mora biti not. Mislim, glavno vlogo ima Paul Sung-hyung Lee, ki je bil pa v Mandalorianu, kaj že, neki vozu X. Ja, v 3. delu. Ja. Čakaj, Aljoša je zanič, ali kdo je napovedal? Ne, ti si napovedal zanič, da bo po odhodu, čisto pravičenem odhodu Cara Dune. Bi zdaj on lahko bil glavni. En fat, grey-haired guy in his X-wing. V resnici so fani sicer začeli peticijo, ki se meni zdi tako zelo logična po fizičnem izgledu, da bi Lucy Lawless prevzela to vlogo pač. Nice. Da bi pač kar nadomestila. Jo živi ime. Jaz mislim, da bi mogli, da čakram. Pa še vsaj eno Gabriel še nucamo, pa smo na konju. Ja. Tako da... Ali pa drummer. Je še kdo hotel še kaj povedati o 5. sezoni, o prihajajoči 6. sezoni ali pa o Expansu na splošno? A mislite, da je res konec 6. sezono? Ja. Tako so zaenkrat rekli, no. Jaz mislim, da je. Mislim, Amazon je to, mislim, da bolj ali manj vzel to serijo, ker je njihovemu šefu cool, ker je tudi rekel, da je fan tega. Zdaj, kar se pa gledanosti tiče, pa Amazon ni imel z nobeno serijo do zdaj nekega blaznega uspeha. Pa na eni točki je smiselno zaključiti, ker je pa vseeno ful draga, pa oni bodo zdaj imeli tole Lord of the Rings sceno, kamor pa milijarde mečejo, pa še ono so napovedali, bo pri njih, ne? Wheel of Time? Kitajsko. Ne, pardon. Wheel of Time je Wheel of Time, pa še Kitajska. Mislim, da je stvar preveč nišna, no, Pa ne, jaz mislim, da je po Star Treku je meni to pa ne govorimo o novem Star Treku, ampak po klasičnem 90s Star Treku je meni to po dolgem času najbolj razbolil sci-fi serija. No? In ne bi rad videl, da zapade v klišeje ali pa da sam sebe začne drkati v glavo, ampak da se zaključi na nekem smiselnem vrhuncu z zadovoljivim zaključkom. Magari je v eksplozijah, I don't care, samo da je pač nekako zapakirano s pentljo. No? Bom pa tako rekel, nikoli si ne mislil, da bomo jaz pa Jeff Bezos imela neki skupno rada, to je tako, mislim, da sem šel kar stušila. Tako nekako, ja. Skratka, jaz tudi mislim, da se stvar nekako zaključi, da je to za 6. sezono. Bi bilo pa čisto všeč, če bi se potem s filmom končalo, čeprav so neke pač objektivni razlogi, zakaj tega serije ne počnejo. Zdaj sem pozabil, ena od serije pa, katera od serija že napovedala, da se bi rada s filmom končala, pa sem Brooklyn Nine-Nine. Ne, pardon, Community. 6 seasons and a movie. Pa še, kaj? 6 seasons and a movie. Se najbolj ambiciozen tak plan, to je bilo že pred Marvelom, kar daleč nazaj, je imel HBO v povezavi z Warnerjem, da bi delali tega Stephena Kinga Gunslinger celo sceno in da bi imeli sezono pa film, pa sezono pa film. In nekako tak sfurali, da bi pač
tisto, kar je, oni malo potujejo naokrog, pol pa za film pa imaš spektakl, pa spet, ne? Ampak pol niso niti slučajno imeli jajc tega izvest, pa Disney pa nekako zdaj gre v tej smeri, ne? Ampak to je vseeno zdaj minilo več kot 10 let načrtovanja, da bodo prišli do nečesa takega. Sploh pa je tu zdaj pomembno to, da dejansko ne rabiš, noben ne gleda več linearnega TV-ja, pa noben praktično ne bo tega primarno gledal zgolj v kinu, kar ti ful olajša, ker lahko v bistvu cele zadeve streamaš in imaš dejanski pregled nad vsem. Prej pa bi to pomenilo, da dejansko ti moraš vsako nedeljo zvečer gledati TV, pol pa iti v določenem obdobju v kino, da vidiš zaključek, kar je kar investment. Ja, kino je malo far-fetched, ampak imamo modele zdaj trenutno, ki se v bistvu za streamingi pokriva, tako da je tu neki fora, pa tako se še bom izrazil, da v bistvu Star Trek je v 90-ih pokazal, da lahko ti v svoje dolge sezonske loke vržeš noter uro pa pol štofa, ki je zaključena celota za sebe, lahko je tudi cliffhanger, oziroma previsnik, kot si se zadnjič izrazil na Instagramih. In imaš teh mini filmov znotraj serij, ki nadaljujejo zgodbo tudi zelo, ni pa šlo v kine, seveda ne, ampak takšna produkcija bi komoci zaslužila nekaj tazga. Ne. Mislim pa, da kino za TV serije, I don't see it, vrži na HBO Max, I don't care, razumeš, je čisto ok. No, je pa tudi seveda eden od teh vzornikov, očitno, pač če je Game of Thrones, recimo, je seveda tudi Game of Thrones zadnje sezone imel po uro, pa skoraj da uro pa pol dolge dele, ne? Tako da tudi tukaj pač pretočnik ne rabi, ni osredotočen na 1 uro, ne? Lahko je pač del dolg uro pa pol, lahko je en del dolg 2 uri, pa je en mini film, lahko daš 2 dela naenkrat ven, pa je spet nekako, če ljudje pogledajo druge za drugim, je ka film, tako da tukaj se da marsikaj, kar se pač še nekaj let nazaj ni dalo, ne? Tako da jaz mislim, da bomo videli in vsekakor pričakujemo pa še vedno dobro 6. sezono in jaz upam in res si zasluži ta serija končati z eno super zadnjo sezono in pač narediti ta premik in ostati kultna zavedno. No, kar me je letos recimo pri tej 5. sezoni še motilo, da rečem je pa to, da je šla tedensko ven. Recimo jaz bi osebno imel to, recimo dajte mi 10 delov, dajte mi 2 dni, adijo. A ja, ti si skratka bolj Dejan, razvadu si se. Ja, to imam rad, recimo. Da sam odločam, ne da čakam en teden. Viš, to ti je kapitalizem zjebo, veš, da si konzument. Ja, imaš prav, evo. Jaz imam pa raje, jaz pa tako najbolj uživam in imam dost raje tako. Recimo, meni je recimo The Expanse v redu, tudi zdaj WandaVision rad gledam tako, da pogledam en del na teden in je to. Ampak recimo meni vrenko sede, ne? Tedensko, ne? Expanse bi pa imel, takrat v tistem obdobju bi imel, ne? Viš, da te napol vidim, kaj je prav z tem citatom na majici, kao, here comes the juice. Ja, ne, se te štekam, če imaš neki full rata, veš, seveda, da bi rad takoj popapcal, ne, meni je bilo isto pa za prvimi 3 sezonami, ko sem ulovil pač takočo zadevo, ne, se to nisem mogel nekaj gledati, pa zdaj tudi za časa svoje karantene sem to še enkrat pogledal in je bilo kot keks uživancija, no. Tako da ja. V bistvu jaz sem tudi začel gledati po 3. sezoni, tako da sem imel na začetku pač 3 skupaj, ne. In to je šlo, mislim, da 4 dnevih nekaj tajega šlo. Gre, čist na easy. Ne, jaz rabim že za to dopustno, da pogledam v 4 dnevih. Meni ne gre to hitro. Meni iz nekega razloga humoristične grejo full hitro. Jaz sem pa Brooklyn 99 gledal, mislim, da pred to zadnjo sezono, ki je prišla ven, sem pogledal prejšnje, mislim, da v 2-3 tednih ali nekaj takega. No. Skratka, res tisla gledam po 5-6 delov naenkrat in je to. To me pa... Ne, meni kar sede to, jaz pa moram priznati, da je to in da se mi zdi to tudi zelo pametna odločitev strani pretočnikov, ker malo nadzoruješ narativ o serijah, ljudje imajo cajt iti na Twitter, povedati nekaj o seriji in reči, folk, to je ful dobro, ko me čakam naslednji del, medtem ko pa če vsi gledamo, ko imamo cajt, se to malo zgubi ta moment
In mislim, da so to pretočniki zelo dobro pogruntali, da je to tisti moment, ki na takem modelu ven metanja manjka. Ne? Igor, se mi pa zdi, da je dost boljša ta varianta, ker so mislim, da tu pa tistih The Boys imeli, da dajo najprej 3 dele. Da imaš najprej 3 dele, da resno not padeš, 3 ure pogledaš takoj, pol pa lepo gremo počasi. Ja. Tako, zato ni bilo večje zamere, ne? Ker so bili prvo 3 dele, pol pa ok. Ja, samo to je model biznisa heroinskih dilerov, razumeš? Ne, probi enkrat. Ja. Tu imaš džave, no problem. Ne. Ja. Vse se ne boš navadil, vse bo ok. Vse lahko boš nehal, ko boš hotel. Ja. Super, skratka, poslušali ste nas, ko smo govorili o 5. sezoni, že 5. sezoni Expansa. Mi zelo čakamo, da bomo v naši 4. sezoni govorili o 6. sezoni Expansa. Mito, Star Trek kotiček je prazen, to pomeni, da nisi našel nobene povezave z 5. sezono? Ne, namenoma prazen, ker ne bomo omeleževal Expansa za Star Trekom, to sta čistih zadevi, imata tu pa tam kakšno podobnost, tu pa tam kakšen del se spogleduje. Zdaj bi lahko 2 dela iz rokava vrgel ven, kjer se recimo asteroidi, ki padajo na Zemljo, pa ogrožajo nek planet, ampak ne bom. Okay. To je ta Mitova pokončna viteška drža, kar se tiče Expansa. Delta Loda. Tako. Tukaj se seveda Mito povezuje s tem, z Rosinantom, ki je seveda... Čakaj, samo še preden zaključimo. Aljoša, jezikoslovc, kako se tebi zdi ta jezikovna plat serije? Ja, mislim, da je v redu narejena. Je tak nek ta njihov lingo od Belterjev je zelo nekako smiselno. Kreolščina je nekako smiselno. Malo sem pa gledal zdaj vmes, ker sem hotel ta naš akronim obod, mogoče z nekimi besedami iz njih, pa pol nič nisem našel ene dobre kombinacije. Zelo jemljajo iz evropskih jezikov, iz nizozemščine so dosti pobrali, pa iz nekih španskih sem gledal. Tako da to se mi zdi kar ok. Ker sem jaz hotel reči, da sem šele zdajle zadnjič nekako pogruntil, da se ladja imenuje Rosinant, ne? Rosinant, in da je to pač seveda kon od Don Quixota in da to v prvih sezonah je to zelo tako taka pač zelo simbolna logika, ki ne vem, zakaj sem šele zdaj tole nekako. Ne vem, zakaj šele zdaj. Ne vem, zakaj nisi ko sem v prejšnjič, ko smo delali obod, to omenil, kako si preslišal. Ja, mogoče pa zato je. Skratka, pa sem se zdaj tega spet domislil. Zgleda. Ne, jezik je zelo fino narejen in je tudi eden od teh, jaz mislim, da razlogov, zakaj imamo to serijo radi, ker pač nihče ne reče, to pa pomeni to pa to, aha, ok, hvala, in da nas tako uvede noter, ker to bi bilo pa res boring in neumno, nenaravno. To tako lep, kako bom se pravilno izrazil, denominator je za, veš, da ti ločiš ne zgolj, ker v seriji ne morejo, tako kot v knjigah Belterja prikazati kot suhce, ne, da se tako izrazim, to je v bistvu slabšalna oznaka z Inner Planetsov za Belterja, ne, ampak naredijo, ker pač bi preveč stalo, da bi vse daljšali tam jim kosti, pa ne vem kva. Ampak jih preko jezika skušajo kao ločevati, ne, tako, Belterji govorijo takole, medtem ko Dasteri oziroma Prašnikarji pa Teranci pa se takole pogovarjajo. Medtem ko, za Mars je zanimiva jezikovna struktura, ker imajo torej polinezijsko-teksanske Texan, to v knjigi je tako rečeno Polynesian Texan Settlers, ne, večinoma Marsovcev je iz teh dveh okroži, da se tako izrazim. Zato ta hozo od Alexa mi je bil vedno tako zelo seksi, no. Vem, da ta beseda je čudno. Medtem ko pa pri Belterjih pa mi je pač karkoli so rekli, bilo vedno totalno cool, zato ker je tako fucking different. Pa tako ta multikulti, no. Je pa v tej sezoni je bila ena dobra stvar, ki sem jo pozabil omeniti pri Naomi spet, da ona zelo pade v ta lingo, ko je ujetna na tej ladji in naenkrat začne ful še bolj govoriti, kot govoriti, ko v predke se je že malo zglancala, z Holdenom, ker pač
njun jezik ljubezni, očitno ni jezik Belta. No, to pa čisto normalno, jaz drugače, ko sklopim te mikrofone, pa to sem čist gorenc, ampak ko se pa z vama kekcama pogovarjam, plus Dejan tlele danes, je pa Štajerco na orang. Štajerc na orang? Ja. Ti bi lahko igral, ti bi lahko bil v Inšpektorju. No, to je pa moj kreolščina, veš. A vas je moto jezik pri Vrenku? Itak. Kaj ti nekaj govoriš? Kaj bi te motilo? Jaz sem kuj opazil. Mislim, noben še ni rekel čuj, for fuck's sake. Skratka, preden zabredemo predaleč, dajmo rubriko, kaj gledamo, beremo, poslušamo. Dejan, ti si napisal cel odstavek stvari, ki si gledal, bral in poslušal. Povej nam nekaj, no, kaj si zadnje čase takega gledal, bral, poslušal, žanrskega ali pa ne žanrskega, da se ti zdi, da je fino, no, deliti z našimi poslušalci. Zadnji čas niti nisem dosti gledal, ne? Pač ob Expensu se trudim z Mandalorianom, z drugo sezono. Trudiš? Ampak mi gre, mislim, všeč mi je. Okay. Pomiri se. Okay. To je važno, da najprej poveš. Joke. Ne, všeč mi je. Probal sem pogledati en del, ne vem, če ste to gledali, For All Mankind. Jaz nisem uspel. No, mislim tudi, da drugega dela ne bom več kliknil. To je bilo to. Zelo se veselim Darka, 3. sezone, ker ga še nisem pogledal. Prve 2 sezone pa navdušen. Jaz pravim, da je to pač serija, ki jo je treba gledati z beležko. Res je cool. Yep. Se strinjam. Kar pa se tiče žanrske literature, so bile kriminalke zadnji čas. Recimo prebral sem Golobov virus. V bistvu in tako ali drugače se mi je zdel aktualen, tako da pač za tak rahlo branje priporočam. Pa tudi, če smo že pri Vrenku, konec leta sem naletel na to njegovo 3. kriminalko Tanek let. V bistvu je zelo kratka, pa zelo hitro se bere, pa zelo lahkotna je, ne? In prav zdaj mislim, da 5. pa 6. del sta v bistvu po tej knjigi. Okay. Tako je, danes je bil prvi del tega tankega ledu, ja. Skratka, fino, hvala, Dejan. Ja, Inšpektore Vrenka mislimo delati menda že v naslednji epizodi. Igor, ti si uspel celo nekaj pogledati v teh 2 dneh, kar smo snemali prejšnjo epizodo. Ne, samo prejšnji sem dal 2, pa zdaj 2, ker sem dosti stvari gledal. Gleda prefriganega fanta. No? On nama skriva, stari, zato da naj lahko preseneča. Zelo lepo od tebe, Igor. Skratka, kaj si pa pogledal? Ja, ta 2 filma sta moji zadnji 2 oceni iz vikenda. In ko sem napisal jih tukaj skupaj, sem ugotovil, da ima to obe dead v naslovu, kar je lušno. Prvo je All My Friends Are Dead, kar je prvi film slovenskega avtorja, slovenskega režiserja na Netflixu. In sicer ga je posnel Jan Belcel, ki je iz Pragerskega, drugače pa asistent od Mitja Okorna in je torej Okorn tudi producent tu zraven, pa je malo sodeloval pri razvoju zgodbe. Gre se pa za tako dost simple najstniško štorijo, ki se začne z 2 kriminalistoma, ogled imata pač scene zločina in prijeta v sobo in je tak sama trupla povsod, mrtvi na mrtvih. Je 1. januar, novoletna zabava je bila, ki ni šla čist v redu in potem se začne postopoma, kako je prišlo do tega, od tega, da se imajo vsi radi in plešajo, do tega, da nekdo najde pištolo, da pač se stvari s stopnjo alkohola in mamil pripeljejo do tega, da so vsi mrtvi, je pa kar smešno, dost kje črn humor ful, na koncu pač en velik masakr, tako malo wannabe tarantinovski, ampak glej, noben presežek ni film, je pa za en prvenec, če ga tak gledaš, sploh enega slovenskega avtorja, je pa zelo vredno narejen, pa ok, odigran, pa
vredu je, no. Najstniška komedija, mislim, kot da bi rekel ameriška pita pa Tarantino twist, wannabe Tarantino. Tak, ok. Zanimiv twist, ja. Zelo čudni žanri. Si predstavljam noge, to je vsa. Ja, kje je pol Mr. Brown tle noter, to je tako zdaj moja glavna vprašanja. Še nekaj si pogledal, pravi še ena za smrtjo v naslovu, zelo lepo. To pa je en bolj genialnih filmov lanskega leta, ker je pa totalno aktualen in je weird as fuck. In ocene se full vidi na Rotten Tomatoes, tak kritiki pravijo, to je za 80% ali 90% tu nekje, medtem ko gledalci so pa rekli, to pa je negledljivo sranje. Ne? No in kaj ti misliš o tem, definitivno Igor? Genialen film je. Samo je slow burn, pa mogoče malo preveč spominja na to, kaj vidiš zunaj. Glavna junakinja, ena ženska, ki je v paniki in ker bo umrla. In ona je prepričana, da bo umrla, ve, da bo naslednji dan umrla. In potem pride ena prijateljica njena k njej in ona reče, glej ti stara, nehaj paničariti, nehaj se smiliti sami sebi, nehaj piti, super life imaš, kaj si sekiraš, vrejo boš, ne, pa ona ne, jutri bom umrla. Takrat ta prijateljica gre domov in ona dobi revelation, fuck it, jaz bom jutri umrla. In laufa do svojega brata in mu reče, fuck it, štala je, pa tak šla v roko pride tja, ko ima on njeno zabavo, jaz bom jutro umrla, ne? In oni vsi potem pridejo do tega in potem pač se to širi in gledaš to neko virozo, kak se širi iz človeka na človeka, vsak, ki nekomu pove, da bo umr, pol ta človek to naprej. In je ful dobro prikazana ta panika, nemoč, strah in pol naslednji dan pač bolj ali manj že cel LA tam, ko pokaže, vsak je že v tej fazonu. Ne? Zelo weird film in zelo dark in zelo lep en simbol za to, kar se zunaj dogaja, pa bom rekel, da je ta film downer, obvisli, ampak mislim, da ga je fajn pogledati. Okay. Pač, pa še sci-fi je, no, na nek tak način. To me spomni na en del Buffy, ko je ena srednja šolka, prebija kar z jasnega. Jaz bom jutri umrla, pa Buffy, pa ne, s tabo, da si ti blesava, pa se bolj ko se Buffy vanju zaletava, bolj ona, ne, pač to se je zgodilo in pač vse. In ja, brez te neke drame, pa downerje, ker vseeno so vampiri, pa neka fantovščina, ki tam le če je satana ali whatever priklicati, ki potem dejanja izpeljajo, ampak ta koncept, ki je ena, pač, ja, jaz to vse vem, meni je vse jasno, tako da goodbye everybody. Ja. Ja, Mito, tudi ti si na vrsti, tako da kar nadaljuj, a si ti uspel kaj pogledati? Zadnjič, kar smo snemali, sem pogledal en del Crown, še vedno je cool, pa par delov Star Treka sem pogledal, kar je vedno cool, tako da edino, kar bom tu izpostavil, je, da nekih več, kar sem pogledal, je Voyager, Year of Hell, part 1 in 2, kar je zelo contemporary, pa na našo temo se navezuje, ker pač je po vesoljskem prostranstvu se sprehaja en genocidni manijak, ki radira planete iz časovne linije, zato da bi restauriral svoj imperij nazaj. Fun. Sliši se zelo zabavno, ja. No, jaz tudi nisem kaj dosti pogledal sem Legally Blonde, zato ker pač je Nika toliko težila na prejšnjem snemanju, da to moram pogledati in se bolj ali manj strinjam s tem, kar sta že Igor in Nika povedala o tem filmu. Meni se je zdel zelo fin pogled na to, kako nas recimo znotraj recimo tega, da ona itak je bogata in tako, ampak kako recimo znotraj nekih stvari, znotraj nekega sloja recimo nas loči tudi ta kulturni kapital in kako je v resnici, kako ona, pravzaprav to je film, ki govori o tem, kako ona osvoji ta kulturni kapital in se s tem se pa vseeno ne spremeni, to, kar je Igor poudaril, in to se meni zdelo super pri tem filmu, ker je eden redkih,
ki pokaže to, kako človek recimo lahko pridobi kulturni kapital, pa vseeno ne spremeni nekega svojega bistva, ki je topla in odprta oseba do drugih slojev, recimo, ker se ona spoprijatelji s to neko manikirko ali kako se reče tem ljudem, ki se z nohti ukvarjajo, pedikerko ali ne vem kaj, skratka, no, z njo. In pač to se mi je zdelo pač zelo pozitivno, ker ponovadi imamo ta prehod, da nekdo bolj postane čist in se odreže iz te družbe in jih več ne razume, zato ker je tok pameten in ne vem kaj. In to se mi je meni vedno zdelo zelo neumno in za lase privlečeno. Pogledal sem pa sicer tudi še eno stvar, no, da zdaj ne bom pozabil. In sicer, kako je pa naslov, zdaj sem pa naslov pozabil. Pogledal sem skratka, New York Times je dal ven neke dokumentarce, ne? Mislim, da je New York Times, ali ja. In sem pogledal dokumentarec Framing Britney Spears. In vse, kar lahko rečem, je hashtag Free Britney Spears. Ljudje, to je noro. Skratka, Britney Spears je njen oče, poseduje njeno telo in njeno kariero, in ona se zdaj bori pravno bitko, da se reši iz tega objema, ker je on pač ta nek pač ta nek zakon na njo spustil, ki ga mi ponavadi uporabljamo za ljudi, ki so stari, betežni, nemočni in se ne morejo več odločati o svojem telesu in o svojih financah in tako, in je on to pobral, pa je že živi tako ne vem koliko let, pač mene je to presenetilo, nisem nek Britney fan, ne morem tega trditi, ampak vsem se mi je zdelo, da bi nekaj takega vedel, kaj se je dogajalo, pa očitno pojma nisem imel, kaj se dogaja z njo, tako da ja, definitivno hashtag Free Britney in res katastrofa. Okay. Kaj pa Justin? Kurčev kapitalizem. No. Justin se je zdaj nekaj upravičeval, sem videl. Ja. Mislim, vem, da zaradi tega dokumentarca... Ampak jaz smo nazaj lahko rečem sam. Okay. Jaz smo nazaj lahko rečem sam Cry me a river. Mito, zakaj je prva asociacija o tem, fakt z Britney Spears se nekaj groznega dogaja, kako pa kaj njen bivši? Ja. Ne, jaz dokumentarca nisem gledal, fuck off Igor, bral sem, pa tudi ne spremljam tračev, ampak zgolj na Twitteru, kjer sem zaznal, da se Justin zdaj ful opravičuje njej in Janet Jackson, za pač on boob job pa Britney job, da se tako izrazim, ja, vse je to točno, vse ne vem, zato sem vprašal, ker ne vem. Jaz še bom vsekakor pogledal ta film, ki me tudi zelo zanima, drugače pa zdaj, ko si pogledal Legally Blonde, obstaja en film z podobnim konceptom, in sicer Miss Congeniality s Sandro Bullock, ki me je isto presenetil, dost podobno pozitiven in ok film je, plus Shatner igra not. A imaš ci? No. Imaš ci, absolutno. Ja, super. Ljudje in ljudine ne boste verjeli, ali pa, jaz ne vem. To je bila naša 78. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod. Podcast skratka za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Dejan, prebivalec Marsa, Marsovec Turk. Čakaj, imam dalje. Mito, danes sem se pogovarjal o bikovih jajcih. Gegič. Igor, pol sta jih začela štepati. Harp. In Aljoša, reklama za GUP Harlamov. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov. Mi se čuvamo še vedno. Upamo, da se vi tudi še vedno s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje sosede, sodržavljane še vedno. S tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje. Čuvamo se lahko samo skupaj. Ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte na kakšno ceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če boste v naslednjih dneh ugotovili, da je vaš najstarejši sin terorist, soodgovoren za milijone ubitih civilistov, dajte mu eno okrog 6. Ne bojte se socialne službe, odrasel človek je v vesolju, ni socialne službe, dajte mu eno okrog 6.
resno, dovolimo vam in potem ga naženite v njegovo sobo in 2 tedna ne sme poslušati podcasta Obot. Ampak previdno, dajmo se pomiriti, samo 2 tedna, potem ga nehajte mučiti. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, Obot brez pikic vmes, tja delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti. Tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, predloge za najboljšo beltersko besedo leta, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 78. epizoda, 22. special iz karantene. Ker se ukrepi počasi nekoliko rahljajo, se morda v neki bližnji prihodnosti vrnemo k snemanju v živo, tudi to zaenkrat še težko napovemo, odvisno je tudi od tega, kdaj se odprejo kinodvorane oziroma če najdemo kakšen drug začasni tajni štab. Če se to zgodi, če se vrnemo k 2-tedenskem terminu, boste vse to pravočasno zvedeli, da bo red, to obljubimo. Verjamem pa, da bomo vsaj še nekaj naslednjih epizod snemali preko spleta, lahko vam zaupam nekaj naslednjih tem, na katere se pripravljamo. Eno od njih smo že omenili, primer inšpektorja Vrenka, potem 30 kovancev ali zlatnikov, domnevam, Lupin, morda celo Snyderjeva Liga pravičnih, ne se hecati z nami, še posebej, če boste poredni, bomo to zagotovo naredili. Skratka, počasi se bližajo tudi Oskarji oziroma nominacije za nje, velike tem, veliko stvari imamo v načrtu, obodovke in obodovci, mi se vsekakor veselimo prihodnosti, bližne, daljne, upamo, da se vi tudi in se poslušamo spet kmalu. Ajde. A imamo kako beltersko? Bye.